Ali Jezus videl mene. Jezus me je videl. Z nebes prišel za mene. Me poiskal. Me našel tam, gdje sam se nahajal. In znate, z eno željo, z enim hrepenenjem, ka me postave ta, gdje on želi jaz. Eno blagoslovljeno zadnjo nedelo drugega meseca toga leta v vseh želej. Stopili smo v eno novo obdobje. Najprej v novo obdobje rahljanja ukrepov glede COVID-a. Hvala Gospodi za to, tako mu rekel, bolje sproščeno pred našim Gospodom. Ali znate, no ta sproščenost ne da v eno zonko, ka bi gratali neodgovorne, na ko nas tu Božja beseda opozarja. Stopili pa smo tu v obdobje vojne. Vojne v Ukrajine. In tu od Evropske binkoške zveze smo dobili poziv za molitev, ka naj v naši molitvi posredujemo pred Gospodom za Ukrajino, posebno za vraj narod in za ves tej narod, ka bi tom zavladal tej božanski mir, tej Božji mir. In znova vidimo, ko vse je sposoben človek brez Boga. Ko je sposoben človek štere, neka bi naj pozno Boga, štere nešče poznate Boga, štere se nešče podrediti njegovoj vole, človek štere vlada, štere sebe postavlja na eno višješo pozicijo, ne glede na vse posledice toga. Dragi moji, čas ide naprej. In z njim tu idejo naše možnosti, naše priložnosti. Kad se toga vsakodnevno zavedamo, je posebej važno na našem duhovnem področju, v našem duhovnem življenju, v našem krščanskem življenju. Zavoljo toga, ka imamo samo eno možnost, eno priložnost in to je, da se ještě za časa življenja pravilno odločimo glede večnega življenja. Tu, zdaj se odločamo glede našega večnega življenja. Gdje bomo preživljali večnost? V našem materialnem življenju se nam priložnosti ponavljajo. Ja, različne priložnosti se nam ponavljajo. Vsikdar prihaja nekaj novega, nekaj bolj zanimivega, bolj uporabnega. Znate, napake iz preteklosti je možno popraviti s tem, ka pač plačaš določeno ceno, določeno vsoto plačaš, ka napake iz preteklosti popraviš. Ali, znate, tu vsaki kredit, šterega vzememo, je potrebno odplačati. Nekako to mora odplačati, če ne ti, ga pač plačajo tvoji potomci, ka tako povem. Če pa na duhovnem področju napraviš napako, jo je potrebno čim prej popraviti. Zavoljo toga, ka tvoji potomci tvoje napake po tvoji smrti ne mrejo popraviti. Ne da se to več popraviti. Nišče ne mre po tvojoj smrti popraviti nepravilnega življenja, šterega si ti živo, ali šterega je določena oseba živela. Gospod Jezus nam bude milostljivi in nam pomaga, ka bomo v tom resam uspešni. Ka bomo v tom najboljše napravili, ko je možno. Prejšnjo nedelo sem govoril o tom, ali sem Božji otrok, ali pa sem sodnik. Posnetka žal njega, ka je tehnika zatagila. Trudimo se v naše življenje, ka mi ne zatajimo. Ka mi ne zatajimo v tom, ko je Božja vola za vsakoga posameznika, za vsako naše življenje. Bog ima svojo volo, ima načrt za točno tvojo situacijo, za točno tvoje življenje. Zato boj odprejte, ka to tej Božji načrt izpuniš, ka Božji načrt izpelaš. Dnes smo govorili o priložnostih, štere se nam ponujajo v naših življenjih.
In v tej namen smo prešteli na vsem dobro poznani tekst iz Mateja 4. tala, gdje je opisani čas, da je Jezuša preizkušal šotam. Preštejmo v Mateja 4. tale od 1. pa do 11. vrstice. Matej 4, 1 do 11. Tu Božja beseda pravi tako. Tedaj je duh odvedel Jezusa v puščavo, da bi ga hudič skušal. Ko se je postil 40 dni in 40 noči, je postal naposled lačen. In pristopil je skušnjavec in mu rekel: Če si Božji sin, reci, naj ti kamni postanejo kruh. On, Jezus, pa je odgovoril: Pisano je, človek naj ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust. Tedaj ga je hudič vzel s seboj v sveto mesto in ga postavil vrh templja ter mu rekel: Če si Božji sin, se vrzi dol, kajti pisano je, svojim angelom bo zapovedal zate in na rokah te bodo nosili, da z nogo ne zadeneš ob kamen. Jezus mu je odgovoril: Pisano je tudi, ne preizkušaj Gospoda svojega Boga. Spet ga je hudič vzel s seboj na zelo visoko goro. Pokazal mu je vsa kraljestva sveta in njihovo slavo, ter mu rekel: Vse to ti bom dal, če padeš pred me in me moliš, ali me počastiš, ali se mi pokloniš. Jezus mu je tedaj rekel: Poberi se, Satan, kajti pisano je, Gospoda svojega Boga moli in njemu samemu služi. Tedaj ga je hudič pustil in glej, angeli so pristopili in mu stregli. Nebeški Oče, hvala je tebi za tvojo drago svetu reč, štero imamo tu kot zapisani dokaz toga, ko je tvoja vola za naše življenje. Pomori nam razumeti to besedo, tudi to, štero smo zdaj prešteli, pomori nam, da se vsakom trenutku našega življenja pravilno odločamo, da izpolnimo tvojo voljo in živimo po tvojo drago svetu reči. Blagoslovi vsakoga, šteri je prisoten, šteri je poslušal to reč in blagoslovi tudi tiste, šteri so nezaj tu, šteri ne morejo biti tu za voljo različnih situacij, težav, problemov na voljo in tudi našo bratjo, posebno našo bratjo tam v Ukrajini. Gospod, dragi, daj njim moči, daj njim tvojega mira, daj njim tvoja zaščita, daj njim tvojega vodstva in Gospod, dragi, zmeri to situacijo po tvojoj milosti, da zaistino tvoj nebeški, božanski mir zavlada. Tudi v tej življenjaj, štere so tako agresivni, štere so tako naperjeni, eden proti drugome. Gospod, dragi, da zaistino prevlada tvoj mir. Posegni ti po tvojoj milosti in nam pomore, da smo naj odpreti sigdar za molitev in za pomoč tistim, štere so v potrebi. Hvala je tebe, da nam daš razumeti to besedo in nam jo blagosloviš. Amen. 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 Gledajte, vsaki med nami se vsakodnevno sooča s kakšnimi preizkušnjami. In to se dogaja na različne načine. Te preizkušnje včasih tako prefinjeno, tako nedužno, tako enostavno, tako mamljivo, kad si misliš, pa to je vse tako vrede. In znate te, kakšne so izgovore za naše reakcije, za naše odločitve, za naše postopke. Naj sem znal, naj sem čil, pa mislil sem se. In to so največkrat tiste izgovore, da v preizkušnje, v takšoj finoj preizkušnje, da mi spadnemo, kad ti upravičimo določene naše reakcije. In bar poglednemo šotanovo taktiko, kako je pristopil k Jezušu. In znate, povem vam, ko se njegova taktika do dnes ještě nikad ne spremenila. Grado je samo ještě bolje agresiven, ještě bolje pritiska, ještě bolje se trudi, da bi nas zrušil. Jezus je bil v puščavi, v posti,
v molitvi, eno dugše časovno obdobje. In na koncu tega obdobja se je pojavila ena fizična potreba, potreba tela. Pojavila se je potreba organizma, človeškega organizma in Jezus je grato ločen. In to je šotan izkoristil za to Jezusovo potrebo za napad. Za napad, za preizkušnjo. In to dela sigdar tudi v naših življenjih. In bar pogledamo te njegov način. Kako je začel? Če si Božji sin, reci naj ti kamne postanejo kruh. Torej, šotan je najprej postavil pod vprašaj Jezusovo božanstvo. Če si Božji sin, če si resen ti to, leko bi problem za nas, če si ti Božji otrok. Če sem jaz, če si ti Božji otrok, te se takoj takšnega ne bi smelo zgoditi. Bog to sigurno ne bi dopustil v tvojem življenju, če bi ti bil Božji otrok. Ne bi dopustil, kad ti stradaš, kad ti trpiš eno pomanjkanje, kad si ti v betegi, kad si ti v kakšoj koli potrebe. Najverjetneje si ti že odpadno kraj od Gospoda. Najverjetneje si ti že daleč kraj od Gospoda. Bog te je zapustil. Ne si več Božji otrok. Zavoljo toga, kad če bi ti bil Božji otrok, pa te bi Bog skrbel za tebe. Bog bi sigurno skrbel. Pa tako se ne smiliš. Da se več ne Bože dejte. Ja, na takšen način pristopa šotan. Če si Božji sin, reci, naj ti kamne postanejo kruh. Jo Jezus, če si ti resen to, za ko se izdajaš, napravi zdaj čudež. Napravi nika, napravi iz toga kamenja kruh, napravi včini zdaj, ka ne boš stradal, ka ne boš trpel, ka ne boš ločen, napravi nika. Tu šotan zahteva od Jezusa čudež. Dokaže, kaj si ti resen to. Včini to. Znate, Jezus bi leko to včinil. Bi leko včinil? Ja. Jezus bi leko v momente iz tistega kamenja napravil kruh. Pa ne samo kruh. Leko bi meso, leko bi zelenjavo, leko bi kaj drugo napravil. To, ko bi bilo za njega potrebno, za Jezusa, je to ne bil nikši problem, nikša težava. Ali, dragi moji, čudeži so ne namenjeni za to, ka zadovoljijo šotana, ali ka gratajo ena atrakcija. Ne. Sploh pa v tistom času, v tistom trenutku je ešte ne bil čas za Jezušove čudeže. Prišel je čas, da Jezus delal čudeže, ali ne še zdaj, sploh pa ne na predlog ali na zahtevo šotana. Ne. Dragi moji, moramo se zavedati. Mi se moramo zavedati, da za vsako stvar v našem življenju obstaja določeni čas. Obstaja določeno obdobje. Modri Solomon je to lepo opisal v pridigari v 3. tale od 1 do 8 štejmo. Doma si preštite to besedo in razmišljajte od toga, ko to pomeni tudi za vaša, ko to pomeni za naša življenja. Ali vsaki človek ima v sebi, v svoje znotrajšnjosti ene notranje gonilnike, ene notranje spodbujevalce, štere od njega, kaj to povem, zahtevajo odziv. In prva takšna stvar, prvi takšen spodbujevalec je boj hiter. Boj hiter, zdaj, takoj. Če si Božji sin, reci naj ti kamne postanejo kruh. Jezus, zdaj,
ne čakaj, zdaj si ločen, napravi hitro, ti to lehko, ti to zmoreš. Ale Jezus je postal ponoček. Jezus se odzval na en poseben način in tudi od mene, od tebe pričakuje, da naj tako reagiramo, naj tako se odzovemo na te šatanske provokacije. Jezus odgovarja z besedo. Človek naj ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust. Torej, ne samo kruh potreben za moje, za tvoje življenje, za človekovo življenje. Ne obstaja samo fizično, pač pa je tu duhovno. Božja beseda, katera je nujna za človeka, bolj kot pa fizično. Božja beseda je bolj nujna, ko znamo odreagirati na to, ko Bog pravi. Jezus je tu šatanu odgovoril, vse ob svojem času. Tako, kot je po Božjem redu, ne to, kot ti zahtevaš od mene. V enoj priliki je Jezus pravil tako. Matej 6:33. Tako štejmo. Iščite najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost in vse to vam bo navrženo. Dragi moji, pazimo na to, ko nas od znotraj motivira, ko postopamo, ko delamo, ko delujemo, to, ko delujemo. Ale šatan se to ne videl. Njem je bilo to glipo vole. Ne je bil zadovoljen s tem, kakšen odgovor je dobil. In vztrajal je še naprej. Ešte dole je pritiskal. Ešte dole se je trudil v Jezušovom življenju. In zavolo toga, kaj njem je prvi način ne uspel, je zdaj zbral pač eno malo načešo taktiko. In pravi tako. Če si Božji sin, se vrzi dol, kaj ti pisano je. Vidite, tu pravi, koliko je pisano. Pisano je, svojim angelom bo zate zapovedal in pa ešte dole je pisano, na rokah te bodo nosili, da z nogo ne zadeneš ob kamen. Tako je pisano. Jezus je bil tu zdignjen visoko gor. Na vrh templja. Šatan ga je ta zdignil. In vidite, od njega, od Jezusa, on znova pričakuje ali zahteva en dokaz, kaj je on resen Božji sin. Pravi to, če že neščeš biti sin, če že neščeš biti sit, te pa dokaže, kaj si popoln, kaj si eden resen, enkraten, kaj si popolne, kaj si resen Božji sin. Pa za tebe je to pa to zapisano. Za tebe je to zapisano. Kado angele na tvojoj strani. Oni bodo tvoja zaščita. In to je ta druga notranja spodbuda, katera zahteva naše reakcije. Boj popoln. Bodi popoln. Boj najboljši. Boj največji. Boj ena zvezda. Boj tisti, okoli katerega do se vsi motali. Če bi Jezus te Bogu šatana in se dojvrgo, to bi bila ena atrakcija. To bi bila atrakcija. Če gnes nekak čini neka posebnoga, neka izrednoga, to je atrakcija. In Jezus bi tu leko činil to. In od toga bi se gučalo. Vsi ljudje bi to gučali. Zamislite si, ko vidite angele, kako nosijo Jezusa in pa pozijo, ko resen najkjer z nogovcu ne dregne, ko kakšno kumne, ko bi se njimi resen kaj zgodilo. Boj popoln, boj zvezda, boj v ospredje, boj ena atrakcija. Šatanska prevara, katera uničuje mnoga življenja, kar ne morejo biti to, za kaj so ustvarjeni.
Ne morejo biti to, za koji je Bog določenega človeka ustvaril, za koji je tebe ustvaril, za koji je mene ustvaril. Na rokah te bodo nosili, da z nogo ne zadeneš ob kamen. Pa ti si nekaj posebnega. Ti si nekaj ekstra, ka Bog tak na takšen čudoviti način skrbi za tebe in na enog bi se ti vsi motali okoli Jezuša. Poznate takšne ljudi, štere želejo pozornost? Poznate takšne ljudi? Na rokah te bodo nosili. Koliko ljudi, žal, tudi predsi kristijanov, se je zgrobilo v takšno šotansko past. Drugi jih nosijo na rokaj, zavolo toga, ker so tako popularne, ker so tako znane, tako sposobne, tako ugajajo vsakome. Dragi moji, v vsakoj našoj odločitvi, v vsakom postopku, v vsakom dejanju našega življenja se je potrebno pitati, Gospod, je to tvoja vola? Je to potrebno včiniti? Da je to koristno za moje življenje s tjo? Da je to koristilo drugim? Znate, šatan, on pač izkorišča vse možnosti, ka bi človeka odvedel na eno stran pot, na široko pot, in on izbira tista področja človekovega življenja, štera itak človeke najbolje ugajajo. Tretja stvar, ugajaj vsem. Boj, ugajaj vsem. Napravi vse to, kako treba. In to je tretja šatanska zanka, te tretji notranji spodbojevalec, šteri tira mnoge ljudi, ki se tako obnašajo. Ne zavedajo pa se, ka Bog pričakuje od nas, od mene, od tebe, zvestobo njeme. Bog pričakuje, ka sam ge, ka si ti, dragi brat, draga sestra, dragi prisoten, na prvo mesto zvesti njeme. Ne tome, koliko kaj mislijo. Priljubljenost, stvar, štera je mnoge ljudi odpeljala kraj od Gospoda. Priljubljenost prledaj je dostikrat ovira, ka smo priljubljene pri Gospode. In apoštol Pavel je večkrat v več svojih listih pisal od toga in v Galatancom 1. tale 10. veršoš pravi tok. Tok pravi apoštol Pavel v Galatancom 1. tale 10. veršoš. Koga si namreč skušam dobiti na svojo stran? Ljudi ali Boga? Si mar prizadevam, da bi ugajal ljudem? Ko bi še hotel ugajati ljudem, ne bi bil Kristusov služabnik. Dragi moji, naš nasprotnik se trudi, ka Božjega otroka, Božjo dete pripravi do toga, ka se več ne zmeni za Božja opozorila in pa podleže, da to povem, glasi ljudstva. Podleže tome, ka bi ljudem ugajal. Podleže tome, ka njim je bolje pomembno to, ko se ljudje mislijo od njega, pač pa to, ko si Bog misli od mene, ko si Bog misli od tebe. Pazi svoje življenje. Pazi. Dobro pazi v svojem življenju, ka boš najprej iskal Božje kraljestvo in njegovo pravičnost. In Bog, da se za vse drugo v tvojem življenju poskrbo. In znaš, da je tvoja okolica spoznala eno pravo priljubljenost. Da je okolica spoznala to pravo popularnost in ta je sicer v Božjih očaj. Ta prava priljubljenost, prava popularnost je v Božji očaj. In
je na to šatansko provokacijo odreagiral: ne preizkušaj Gospoda svojega Boga. V Bibliji zasledimo mnoga pričevanja, mnoge dogodke, da je Bože izvoljeno ljudstvo Izrael preizkušalo svojega Boga. In za volonjuve predrznosti, kad tako povem, so mogle unetrpeti dosta nadlog. Štere so se njim gliza volo toga zgodile, kad so preizkušale svojega Boga. To je bila posledica njuvih dejanj. In še eno nevarnost bi izpostavil v tem jutri, še eden notranji potisk, eden notranjo spodbudo, štera je velika nevarnost za Božjega otroka. In to je četrta stvar, od štere vjerotništene besede gnes pravo, ta pravi tok: boj močan, bode močan. Najvažno, ko se dogaja, najvažno, kako se počutiš, najvažno, ko se drugi mislijo, ti boj močen. Boj močen, imeti moč, biti močen, to pomeni ti vladati. Vse to ti bom dal. Vse to ti bom dal. In glizoj, v tom času smo priča tome, ko se lahko zgodi, da je moč v napačnih rokah. Da je moč v rokah napačnega človeka. Vse to ti bom dal. Šatan ti obečava Jezuše takojšnjo oblast nad celim človeštvom. Takojšnjo oblast. In s tem mi pravi: pa Jezuš, pa glej, pa tebe sploh ne da trebelo trpeti. Pa zakaj bi ti trpel? Pa glej, pa se imaš zdaj na razpolago. Vsi ljudje so lahko časi tvoji, vsi narodi, vse bogatstvo, vsa slava, vse to ti je takoj na razpolago. Tvoje, samo tvoje. Dragi moji, to je tudi v naših življenjih. V mojem in tvojem življenju. Imamo, dobivamo dosta mamljivih ponudb z različnih strani. Pa če je to iz realnega sveta, ali pa, kad tako povem, iz virtualnega sveta. In danes dobivamo tudi dosta reklam. Ne pravim, kad so slabe. In ne vem, če vi dobite reklamo, čo si bežite posebej tisto, ko je v reklame? Ne. Pregledneš, presortiraš, preveriš in vidiš tudi druge možnosti. Preveriš. Mlade in pa tiste, štere se več ukvarjajo z računalnikami in pa z temi mobilnimi napravami, dobivajo takšne ponudb, takšne priložnosti, še dosta več. Če boš to, če boš ti uspel v toj igrici, ti boš imel takšne pa takšne ugodnosti. In znate, to ti vlčej. Ja, Jezuš. Vse človeštvo ti ponujam, vse je lahko, časi tvoje. Zamisli si, kakšno moč boš imel, vlado boš takoj v tom momentu nad celov zemljov. Pokazal mu je vsa kraljestva sveta in njihovo slavo. Boj močen, boj uspešen, zoj, vse ti je na razpolago, imel boš moč, ko boš lahko delo, ko boš s tem ščel. No, šatan je tu imel samo eno malenčko zahtevo, samo eno malo prošnjo. Vse to ti bom dal, če padeš pred me in me moliš. Ali me počastiš, ali se mi pokloniš. Dragi moji, Sigdar, da ne bogamo Božjega glasa. Sigdar, da ne poslušamo njegovih navodil, da delamo po svoje, te molimo
te častimo šatana, te se poklanjamo njemu. Zato pazimo v naši življenjih, kamo znali razločevati, ko je resnično priložnost, ko so priložnosti in ko so šatanske prevare. Čini dih, čigav dih je v nas. Čini dih je v tebe. To smo popevali v začetke v Koroše. In na koncu še nekaj bi rad dodal. Kako delujejo te naše notranje spodbujevalce? Kako deluje motiviranje v naši notranjosti, kar si želimo sikdar znova, kar si želimo sikdar več. Ena risba, da je to zelo, zelo nazorno prikazala. Ena risba. Leko? A tu je, to je pa ne vidim. Ja, ko vidimo tu? Ne vem, če je zadosta barvno se vidi. Tu vidim osla in vidimo, ko ima pred sjav. Ima pred sjav eno mrkevco, eden korenček. Vsaka stvar, od štere sem govčo in še dosta drugoga je v naše življenje, je eden korenček, je ena mrkevca, štero je šatan obejso pred nas. Znate, to je obejšeno pred nami, pred našimi očami, za šterim se mi ženemo in toga nikdar ne mremo dosegniti. Se zavedamo toga? Se zavedamo, da je zelo, zelo težko biti zadovoljen v svojem življenju. Apoštol Pavel piše Timoteje tak, v prvom pismu Timoteja, 1. tav in 6. vrstica piše tak. Res je, prava pobožnost velik dobiček. Ena prava pobožnost je veliki dobiček za mene in za tebe, ale za tistega, ki je zadovoljen z najnujnejšim. Ne za tistega, štere vidi sikdar nove mrkevce, kad to povem, lepše, zanimivejše, bolje privlačne. Res je, prava pobožnost velik dobiček, ale za tistega, ki je zadovoljen z najnujnejšim. Ko je rešitev takšne situacije? Ko je izhod iz toga nenehnoga bežanja za novimi zadovoljstvi, za novimi korenčki, za novimi mrkevcami? Ko je izhod iz toga? Ponovno zavedanje naše prave identitete v Gospodu. Toga, ko sem tu prejšnjo nedeljo povedal, ti si ljubljeni Božji otrok. Ti, dragi prisotni, ti štiri poslušaš to, si ljubljeni Božji otrok. In od Boga si ustvarjen za to, da to Božjo ljubezen širiš, da to Božjo ljubezen davaš dole. Širi, zavzemaj se za to Božjo ljubezen. In dole, gled takšen, kak si dragoceni v Božjih očeh. Gled takšen, kak si v Božjih očeh dragoceni. In dovoli njeme, kad te spreminja. Ne okoliščine, ne priložnosti. Dovoli njeme, kad te spreminja. Kad te obnavlja vsake dan znova in znova. Trudi se ugajati njeme. Trudi se ugajati njeme. Ne tem mrkevcam, ne tem stvarem, ko se ti ponujajo. Trudi se ugajati njeme. To je tu ena od rešitve situacij, v kateri se nahajamo.
In dole, povej stvari, štere te blokirajo, štere te ovirajo, povej tem stvari ne. Ne. Nemo šel za tem, nemo delo to, ko ti šo tam pričakuješ od mene. Ne te trebaj postgratati odvisen od nenehnoga ugajanja nekakome drugome. Ne boj odvisen od toga. Ne, ugajaj Gospode in povej na konce to, kak je pravo Jezus. Pobere se Satan. Pobere se Satan. Odidi kraj od mene. Ne gledaj, dragi prisoten, dragi poslušalec, ne gledaj šotanovega korenčka, šteroga ti ponuja na vsakom koraku tvojega življenja. Ne gledaj toga. Ne gledaj na to, s kim te želej potegnete sigdar globše in globše. Ka ne mreš biti to, ko Bog pričakuje od tebe. V največjoj potrebščini ti je pomoč, ki daleč kraj najbliže. Amen. Amen. Dragi moji, sklonimo glave v molitvi. In mogoče je Božja beseda vučala v tvoje življenje. Mogoče se glizaj soočaš s takšnimi preizkušnjami in ne mreš, ne vidiš izhoda. Dovoli, ka te Gospod osvobodi. Dovoli, ka te Gospod spremeni. Dovoli, ka Gospod spremeni tvojo situacijo. In če želiš podporo v molitvi, če želiš, ka se molimo za tebe, če želiš, ka se združimo v molitvi za to, ka boš ti leko uspešen v Božjih očaj, leko zdigneš roko in bomo se molili za tebe. Amen. 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 Haleluja. Haleluja. Bog vidi tvoje srce in Bog vidi tvoje potrebe. Haleluja. Amen. Amen. Nebeški Oče, hvala je tebi za tvojo drago svetu reč. Hvala je tebi za tvoje upozorila, skozi tvojo reč za naša življenja. Hvala je tebi, ka nam ti želiš najboljše. In hvala je tebi, ka nam želiš dati priložnost za to, ka popravimo to, ko je najvrednije v naše življenje. Ali nebeški Oče, mi sami ne moremo. Mi sami to ne moremo in hvala je tebi, ka si ti blizavol od toga poslu tvojega sina Jezuša na to zemljo, ka nam, ka vsakome med nami omogoči eno zmagovito življenje v tebi. Ka vsakome med nami omogoči, ka smo znova to, ko je tvoj namen za človeka, ka smo tvoje ljubljene otroci. Pomagaj nam, ka v tom se trudimo. Pomagaj nam, ka v tom živimo in doprinesemo najboljše koleko za to, ka boš ti leko spremenil naša življenja. Blagoslovi se moje brate, se moje sestre, blagoslovi vsakoga, štere je izrazil svojo potrebo v tom, ko je pomanjkljivo v njegovo življenje. Dotekni se vsakoga življenja in boj ti po duhi tvojom zmagovalen za vsako življenje, za večno življenje. Gospod, dragi, za tiste, štere nucajo osvoboditev, štere nucajo svobodo od stvari, štere jih doj vežejo, štere jih doj držijo. Gospod, dragi, ti si trpo za njih. Daj jim to odrešenje in pomori, kaleko v tvojo moči idejo naprej. Za tiste, štere so betežne, štere so v drugih potrebah. Gospod, sveti, daj jim moč, ka zavipajo tebe. Gospod, dragi, za tiste, štere trpijo. Gospod, dragi, posebno tudi za našo bratjo, za te narod to v Ukrajini. Gospod, svetega, ste prosili, ka ti prineseš ta tvoj mir, tvoj nebeški, tvoj božanski mir in ti po tvojo milosti razrešiš to situacijo, ka ti doj podereš ta nasprotovanja. Gospod, dragi, mi te to prosimo v imeni Jezuša Kristuša in te hvalimo, da ti to včiniš. Amen. 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 Bojte blagoslovljene v Gospodovom svetom imenu. Amen.